Danes gremo na en res ekskluziven ogled. Dobrodošli v Penthouse 317. To je stanovanje v New Yorku, ampak v letu 2060. In ja, pripravite se, ker tole premika čisto vse meje. Arhitekture, tehnologije in, samega koncepta doma. Ok, pa se kar potopimo noter. Predstavljamo si, stopimo iz zasebnega dvigala v 317. nadstropju stolpa One Hyperion. In, wow, samo objame nas ta pogled. To ni samo okno, to je 360-stopinska panorama Manhattna. Na jugu vidimo Battery Park, pred nami je cel svetobni ocean Midtowna, na severu pa tisti bronzasti sij Central Parka, ki ga ponoči osvetljujejo droni. Res, to je mesto, kot ga še nismo videli. In vse to razprostira se na neverjetnih 820 kvadratnih metrih. Ampak zdaj pride tisto glavno. To je popolnoma odprt prostor, brez ene same nosilne stene. Kako je to sploh mogoče? No, evo odgovora. Nahajamo se v stolpu, ki je visok 820 metrov, v predelu, ki mu zdaj pravijo kar vertikalni Manhattan. In trik je v tem, da je celotna konstrukcija tega nadstropja obešena na osrednje karbonsko jedro. In to omogoča to noro odprtost. Torej, to ni več stanovanje v neki stolpnici, ampak je bolj osebna platforma, ki dobesedno lebdi nad mestom. In zdaj poglejmo notranjost, ker tukaj postane res divja. Stropi so visoki 9 metrov, ampak ni nobenih zidov, nobenih vrat. Namesto tega so tu funkcionalni otoki. Kuhinja, knjižnica, delovni prostor, vse to se premika po magnetnih tirih, ki so v tleh in stropu. Prostor se torej nehno spreminja, prilagaja se točno temu, kar stanovalec v tistem trenutku potrebuje. No in kdo ali kaj sploh upravlja vso to dinamiko? Pa poglejmo srce tega doma, njegovo umetno inteligenco. Ja, to ni kar en pametni asistent, tu je Main Mike. Kvantni optični procesor. Fizično je prisoten kot lebdeča krogla v stebru iz sintetičnega safirja. In moč? 12 exaflopsov. Deluje delno v oblaku, delno pa lokalno. In to je ključno, ker omogoča popolnen air-gap način. To pomeni, da je lahko čisto neodvisen od zunanjega omrežja. Če pride do kakšnega globalnega izpada, ta dom še vedno deluje. In seveda, Mike ima osebnost. Poslušajte ta pozdrav. Zveni kot mešanica glasu lastnika iz leta 2025 in nečesa podobnega Brianu Enu. Ta pozdrav v bistvu pove vse o njegovi vlogi. Filtrira ves digitalni šum, vseh tistih 3,7 milijarde sporočil in pove samo tisto eno stvar, ki jo je res treba videti. Genialno. Ok, zdaj pa se premaknimo naprej. Poglejmo, kako se vsa ta futuristična vizija odraža v ustvarjalnem delu stanovanja. Ker, bodimo si na jasnem, ta prostor ni samo za bivanje, je predvsem za ustvarjanje. In ta dvojna narava kreativnosti je tukaj ponazorjena. Briljantno. Na eni strani imamo The Foundry, livarno, surovo industrijsko delavnico. Na drugi pa The Black Void, črno praznino. Prostor za čisto, zvočno in miselno potopitev. Popoln kontrast. Poglejmo v livarno. Kaj imamo tukaj? 7 industrijskih 3D tiskalnikov za titan in keramiko, 6 robotskih rok Kuka, ogromen 12-metrski CNC portal. Ampak najbolj fascinanten detalj je 8-metrski jekleni nosilec iz originalnega World Trade Centra. Služi kot dekoracija in je edini kos starega 20. stoletja vrednega jekla, ki povezuje preteklost z najbolj napredno tehnologijo. Neverjetno. Vstop v črno praznino pa je, kot da bi stopili v vesolje. Stene so prikrite z Vanta Blackom 3.0, materialom, ki posrka skoraj vso svetlobo. Edina svetloba, ki jo vidimo, prihaja iz instrumentov. Haptični klavir, katerega tipke spreminjajo obliko, Moog sintetizator, ki ga upravljamo z mislimi. To je res ultimativni prostor za glasbeno ustvarjanje. Ampak, seveda, življenje ni samo delo in ustvarjanje, kaj ne? Poglejmo, kako je v tem penthausu poskrbljeno za zabavo in za vsakdanje življenje. Prva postaja. Domači kino. Imenuje se The Abyss ali Brezno. In začnimo kar z ločivostjo. Zaslon je velik 20 in 20 metrov. In ne, ni 4K, niti 8K. Govorimo o osupljivih 32K. Zvok? Pripnite se. 640 zvočnikov. Vgrajeni so povsod. Stene, tla, strop. To ustvari popolnoma tridimenzionalno zvočno polje. In da bo potopitev v dogajanje res popolna,
V prostoru je še 48 oddajnikov vonjav. Ti lahko simulirajo karkoli, od puščavskega peska do vonja po dežju v Tokiu. Za vse ljubitelje iger pa je tudi cona Grid Zero. In to ni kar tako. Vključuje dirkalni simulator v originalnem karbonskem ogrodju Formule E iz leta 2055. Pedala simulirajo zavrilne sile do 8G. Zraven pa še soba za navidezno resničnost z avtonomnimi droni, ki letijo po stanovanju za igranje paintballa. Ja, prav ste slišali. In ne pozabimo na tistih 5 premičnih otokov, o katerih smo govorili. Poglejmo, kaj so. Najprej knjižnica 4000 fizičnimi knjigami. Potem avtomatiziran bar z lastno destilarno gina. Sledi molekularna kuhinja s 3D tiskalnikom hrane. 4. otok je soba za meditacijo, ki lebdi na magnetih. In za konec kapsula za spanje, ki obljublja REM fazo v samo 4 minutah. Vsak otok je svet zase. Ampak veste kaj, vse to ni samo zbirka nekih tehnoloških presežkov. Vse to skupaj tvori čisto novo vizijo bivanja, ki temelji na res edinstveni filozofiji. Sama estetika je fascinantna mešanica. Imamo brutalizem in visoko tehnologijo. Goli beton je obdelan z nanokeramiko, tako da je prijeten na vtip. Tisto staro jeklo služi kot okras, spomin na preteklost. Povsod so karbonska vlakna, ki so hkrati strukturna in funkcionalna. In potem pametno steklo, ki se v trenutku spremeni iz prozornega v ogledalo in tako dinamično spreminja prostor. Ampak mogoče je najbolj neverjeten del vsega popolna samozadostnost. Poglejte to. Fasade iz perovskitnih sončnih celic, ki so super učinkovite. Piezoelektrična tla, ki proizvajajo energijo iz korakov, in sistem, ki vodo prečisti in reciklira kar 7-krat. In rezultat vsega tega? Poraba energije je enaka kot pri povprečni hiši iz leta 2025. Neverjetno. In za konec morda najbolj radikalna ideja od vseh. Tukaj sploh ni spalnice. Ja, prav ste slišali, spanje ni vezano na en prostor. Kavč se spremeni v posteljo, tla se lahko dvignejo v udoben naklon, ali pa se preprosto uporabi stol za sanje, ki s pomočjo svetlobe in zvoka sproži lucidne sanje. Bivanje je postalo popolnoma fluidno. Kar nas pripelje do končnega vprašanja, je to sploh še stanovanje ali je to bolj nek osebni vesoljski program, ki se dogaja 317 nadstropij nad Manhattanom? Ni samo dom, je samozadosten ekosistem za bivanje, ustvarjanje in doživljanje prihodnosti. Mesto tam spodaj se zdi naenkrat majhno, ker prihodnost se očitno dogaja tukaj zgoraj.